na terenu. Včeraj smo obeležili 140. obletnico Jurčičeve smrti in dogodek primerno je tudi to, da ga pobliže spoznamo. O Jurčiču in kako nas povezuje tudi v leto 2021 se bomo pogovarjali z Majo Lampret, direktorico zavoda Prijetno domače. Rok se pa z njo mudi na Jurčičevi domačiji. Lepo pozdravljena oba. Ja, lep pozdrav tudi tebi, Luka. Tukaj ob meni Katja Klemenčič, vodja projekta Rast. Z Majo Lampret bomo govorili malce kasneje. Katja, prav lepo pozdravljena tukaj na Muljavi. Zakaj sploh gre v projektu Rast? Lep pozdrav tudi z naše strani in strani Zavoda Prijetno domače, to je Zavod za razvoj kulture pa turizma v naši občini. Jaz sem vodja projekta Rast. Tukaj v bistvu zaokrožujemo celovito turistično ponudbo občine Ivančna Gorica in tudi pripravljamo 5 novih integralnih turističnih produktov, ki jih bomo potem tudi tržili in pač ponujali tako domačim kot tudi tujim turistom. Za katere produkte pa specifično gre? To gre za produkte, ki v bistvu povezujejo naše turistične ponudnike, so zelo zanimivi in trajnostni, s tem, da vključujemo tudi veliko degustacij, gibanja v naravi, saj v občini tudi spodbujamo pohodniški turizem in imamo kar veliko tako naravnih, kakor tudi kulturnih znamenitosti, ki bi jih radi vključili v te produkte. In na katere verjetno ste na občini tudi zelo ponosni, se pravi, gre predvsej tudi živite nekako povezano z naravo, kot smo že spoznali v hiši Kranjske čebele, tudi kar se turizma tiče, nekako spodbujate ta trajnostni turizem, kaj ne? Tako je, pač spodbujamo aktivno preživljanje prostega časa v naravi, spodbujamo razvoj celotne lokalne skupnosti, spodbujamo tako s Kranjsko čebelo kot z različnimi lokalnimi zgodbami, legendami, lokalne ponudnike in njihovo ponudbo tržimo, tako da ja. Ja, tudi tržnica, ne? Vsak konec tedna tržnica, ki nekako spodbuja tudi lokalno samoupravo in je lahko rečemo kar pomemben del. Tukaj poleg tega pa recimo poleg Jurčičeve domačije, ki je muzej na prostem, tudi imate Jurčičevo pot. In katere so morda tiste turistične destinacije, ki pa bi jih nekako obiskovalcu teh krajev najbolj toplo priporočili? Tako je, imamo kar veliko znamenitosti. Ena izmed pomembnih je cistercijanska opatija Stična, to je edini še delujoči cistercijanski samostan na Slovenskem, kjer lahko še srečate bele menihe, tako imenovane. Potem znotraj samostana deluje tudi Muzej krščanstva na Slovenskem z zelo zanimivimi stalnimi in občasnimi razstavami. Imajo tudi kaligrafske delavnice in ostale pedagoške delavnice. Potem je zelo pomemben tudi izvir reke Krke in Krška jama, kjer lokalni vodnik Pinki na zanimiv način predstavi pač vse znamenitosti te jame. Potem zelo zanimivi so lehnjakovi pragovi na Krki in s tem povezani vodni športi ter ribolov na reki. Potem imamo tudi najvišje lehnjakove slapove, Kostca se imenujejo, pri Višnji gori in vam priporočamo, da jih obiščete po deževju, ker so bolj vodnati. Potem imamo zanimive zbirke, etnološko zbirko Nose, to je tukaj blizu na Muljavi, kjer zakonca Nose zbirata stare predmete iz 19. stoletja. Imamo tudi zgodovinske cerkve, kot je tudi tukaj na Muljavi, to je cerkev Marijinega vnebovzetja z zelo zanimivim baročnim oltarjem, ki je prava nekaj res zanimivega tukaj na Muljavi. Katja, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, da si nam približala te turistične znamenitosti in seveda naravo občine Ivančna Gorica, tako da tudi vse obiskovalke in obiskovalce in priporočam, da se oglasite, kaj sploh na takšen dan. Danes bi bili tisti slapovi izrazito lepi, vodnati, kajti deževje je bilo nedavno, poleg tega pa na takle čudovite dan. Katja, najlepša hvala in še naprej vam želim uspešne zgodbe v turizmu. Hvala.
In vabljeni pač na destinacijo Prijetno domače. Ja, najlepša hvala. No, sedaj pa k sebi vabim tudi Majo Lampret, torej direktorica Zavoda Prijetno domače. Maja, lepo pozdravljena v naši družbi. Morda en čist kratek uvod v znamko Prijetno domače. Kaj predstavlja? Ja, blagovna znamka Prijetno domače je skupna blagovna znamka, ki združuje turizem in kulturo, nekako simbolizira, kako se ljudje tukaj počutimo in tudi tako želimo, da se počutijo naši obiskovalci, torej prijetno in domače. Kot pa je moja predhodnica že povedala, Katja, ta znamka združuje tako celotno turistično področje, kulturno ustvarjalce in številne druge aktivnosti, ki se znotraj naše občine odvijajo. In teh dejavnosti lahko rečemo, da je kar veliko. Trenutno se nahajamo tukaj na Jurčičevi domačiji, ki je urejen kot muzej na prostem. Kaj pa vse muzej ponuja? Ja, Jurčičeva domačija, z njo upravlja naš zavod. Kot ste že dejali, to je muzej na prostem, ki prikazuje Jurčičevo dediščino, tako literarno zbirko, kot za nami se nahaja rojstna hiša in številne druge manjše objekte na celotni domačiji, ki prikazujejo, kako so ljudje tukaj živeli v drugi polovici 19. stoletja. Včeraj ravno smo obeleževali 140. obletnico Jurčičeve smrti. Ste jo kako posebej, lahko rečemo, obeležili ali kako ste se nekako poklonili temu dogodku? Ja, seveda smo se skupaj z predstavniki muljavcev, torej rojstnega kraja, Josipa Jurčiča in predstavniki številnih muljavskih društev in seveda skupaj z županom smo obiskali Jurčičev grob v Ljubljani, se mu poklonili z takim manjšim intimnim dogodkom. Sicer pa, ker pač COVID ukrepi preprečujejo, da bi tukaj organizirali kakšne večje dogodke, ki bi sicer ob tej priložnosti zagotovo sledili, smo skupaj z predstavniki kulturnih ustvarjalcev v naši občini, okrog 20 jih je bilo, pripravili Jurčičevo poslanico. Jurčič je bil namreč globoko zavezan vrednotam slovenstva, slovenski besedi in tudi ljubezni do domovine in v svojih številnih delih je napisal kar nekaj zelo močnih stavkov, citatov, ki so zelo, zelo aktualni še danes. In tako so si predstavniki raznih kulturnih društev in organizacij izbrali svoje všečne ali pa najljubše besede zveze, stavke in skupaj smo posneli nekakšen kratek video, torej da z Jurčičevimi besedami nagovorimo ljudi in da torej te Jurčičeve misli zopet združeni predstavimo ljudem. In Josip Jurčič je še vedno aktualen, lahko rečemo, tudi nekako imate slogan, da nas tudi v letu 2021 Josip Jurčič povezuje. Na kakšen način? Ja, ta slogan, Jurčič nas povezuje na mnogo načinov, je pa do tega slogana prišlo tudi zaradi tega, ker je Vlada Republike Slovenije leto 2021, letošnje leto, razglasila za Jurčičevo leto. Letos namreč mineva, kot ste že omenili, 140 let Jurčičeve smrti, je pa tudi 150 let, kar je Jurčič postal urednik slovenskega naroda. To je bil vodilni dnevnik, vodilno glasilo in ta uredniški del je bil takrat izjemnega pomena tudi za razvoj slovenskega jezika. Poteka tudi 160 let pripovedke o Beli kači in še bi lahko naštevala. Skratka, vsebinsko je letošnje leto res Jurčičevo leto. Mi smo pripravili takšno spletno podstran, kjer se zbirajo dogodki. Moram reči, da je k izvajanju različnih aktivnosti pristopilo mnogo društev, številne slovenske šole, knjižnice, razne večje inštitucije in organizacije, česar smo izjemno veseli, tako da se bo kljub koronavirusom in temu, da ne smemo izvajati prireditev, odvilo mnogo dogodkov. Namreč res je, da kljub epidemiji ljudje vendarle berejo in knjiga lahko pride do ljudi in se mi zdi zato še posebej lepo, da se porajajo neke nove oblike sodelovanja, novi načini izražanja, komuniciranja, tudi predstavitvijo vseh teh Jurčičeve dediščine. In med drugim imamo tukaj v Ivančni Gorici tudi srednjo šolo Josipa Jurčiča. No in prav na njihovo pobudo, na njihovo idejo je prišlo to geslo Jurčič nas povezuje.
povezuje, kar pa za vse nas, ki bivamo tukaj in delamo v občini Ivančna Gorica, zagotovo velja. Torej, tako srednja šola Josipa Jurčiča, ko pravijo dijaki, Jurčič nas povezuje, tako Muljavci, pa naj govorimo o kulturnem društvu Josipa Jurčiča, turističnem društvu Muljava, gasilskem društvu, našem zavodu, občini, dejansko se mi zdi, da izjemno lepo sodelujemo. Izjemno lepe vsebine se pletajo in lahko bi rekli, da nam je skupna ni tudi Josip Jurčič, tako da nas Jurčič zagotovo povezuje. Maja, najlepša hvala za ta pojasnila, da si nam malce približala Jurčiča. Jaz vam želim eno uspešno praznovanje tega Jurčičevega leta in da tega, lahko rečemo, književnega velikana še bolj približate Slovencem. Hvala lepa. Tako, toliko za enkrat izpred Jurčičeve domačije na Muljavi, prav kmalu pa se spet vrnemo, ko se bomo celo sprehodili čez Jurčičev muzej, tako da ne hodite daleč. Se vidimo. En lep pozdrav sončne Muljave. Ja, letos obeležujemo Jurčičevo leto, namreč prav včeraj pa smo praznovali 140. obletnico Jurčičeve smrti. Zato se nam je zdelo prav in ja, tako se spodobi, da se sprehodimo tudi skozi Jurčičevo domačijo in malce pobližje spoznamo njegovo življenje in nasploh življenje v 19. stoletju. Tukaj ob meni na moji desni strani pa Borut Lampret, vodnik, tukaj lepo Jurčičevi domačiji. Borut, prav lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Takole, evo, jaz vam bom kar predal besedo, pa vas kar povabim, da poveste malce več o tejle domačiji in nasploh o stvarih, ki se notri nahajajo. Izvolite. Hvala lepa. No, tule se nahajamo pred Jurčičevo rojstno hišo, ki jo je zgradil pisateljev ded leta 1826 in je primer značilne dolenjske kmečke hiše nekje prve polovice 19. stoletja. Hiša je že grajena iz kamna, ne več iz lesa, kot so bile takrat običajno, ima pa še vedno slamnato streho. Zaradi tega tudi nima dimnika, zato prvi prostor, v katerega bomo prišli, tudi značilna dolenjska črna kuhinja. No, odlično, pa pojdiva. No, glavni vhod se nahaja na tej strani, torej kjer se je prišlo iz vasi. Tole bi mogoče omenil zelo zanimivo spominsko ploščo, ki je bila postavljena v čast našemu Josipu že dobro leto po njegovi smrti, kar je za tiste čase nekaj posebnega. To pomeni, da je bil cenjen oziroma priznan že za svojega življenja. No, ob postavitvi te plošče pa naj bi se po ocenah tule na Muljavi zbralo tudi med 7 do 9 tisoč obiskovalcev, kar je pa za tiste čase izjemna številka. Plus za današnje čase bi bila še vedno izjemna številka. Tako, zdaj pa vstopamo v samo črno kuhinjo. Se pravi, prvi prostor. Tule je gospodinja pekla in kuhala in ker zaradi slamnate strehe ni dimnika, se je ta dim dvigoval tule pod obok. Tule so potem tudi meso sušili. Odprli oboja vhodna vrata, da so naredili prepih in je potem ta dim odnašalo ven. Jasno, vse bivalne prostore pa so se vrata zapirala, tako da se dim ni širil po sami hiši. No, hiša je v spominski oziroma v literarni muzej prvič preurejena leta 1954, torej ob 110-letnici Josipovega rojstva. Leta 1966 pa je bila celotna domačija spremenjena tudi v skansen, torej muzej na prostem. Tako da imamo sedaj prikaz značilne dolenjske domačije, tam nekje iz druge polovice 19. stoletja. No, iz črne kuhinje se sprehodimo naprej v osrednji prostor, v tako imenovano hišo. Torej, osrednji prostor, kjer se je največ dogajalo, tule je postelja, kjer sta spala starša, krušna peč, ob kateri so se precej radi zbirali tudi Muljavci. Na temle zapečku je običajno pisateljev ded pripovedoval razne zanimive zgodbe in
mlademu Josipu potem ni bilo težko dobiti ne navdiha, ne gradiva za svoja kasnejša dela. No, pri hiši je bilo sicer malo otrok za tiste čase, samo brata in sestro je imel Josip, tako da so otroci potem spali v manjšem prostoru, v kamri. No, če bi bilo pa pri hiši kaj več otrok, pa bi po noči eden manjših spal tudi v mizi metrgi, kjer je sicer gospodinja čez dan mesila testo za kruh, tam, kjer je bilo pri hiši veliko otrok, pa bi po noči eden manjših tudi spal v metrgi. Takrat seveda pokrov ni bil pokrit. No, tule okrog se je tudi družina zbirala ob jedi. In pa bohkov kot, ne? Seveda bohkov kot. Pa potem danes bi rekli sef, gospodarjev tabernakelj, zidna omarica, kjer je imel gospodar pod ključem svoje stvari, denar, dokumente. Danes bi bila pa aktualna tekoča zdravila oziroma razkužila. Pač, taki časi so. No, iz hiše naprej se sprehodimo v manjši prostor na drugi strani, torej štibelc. To je pa prostor za stare starše, se pravi simbolično, ko je mlajši generaciji se prepustilo hišo, so se umaknili na drugo stran hiše. Tole bi bila potem dedek in babica, no, po dedovi smrti so pa štibelc oddajali raznim potujočim rokodelcem in tukaj pri Jurčičevih je nekaj časa živel tudi nek čevljar, Šuštar, in potem za celo vas ustvarjal nove čevlje, popravljal stare, potem pa, kot je tudi v pregovoru, pobral šila in kopita in se je odpravil naprej. No, zelo pomemben prostor je bila tudi shramba, špajza. Tukaj imamo danes sicer zbirko lončene in kovinske posode. Takrat pa bi bilo tole polno hrane. Jasno, ni bilo trgovine za vsakim vogalom, zato je bilo potrebno pred zimo popolno napolniti shrambo, klet oziroma kevdar za ozimnico in pa kaščo. Ker drugače bi znalo biti na pomlad oziroma do nove sezone kakšna lakota, če ne bi bilo vse polno. Spodaj, kot že omenjeno, klet za ozimnico, torej krompir, zelje in sadje spodaj v kleti. Klet je cela v zemlji, tako da po zimi ne zmrzuje, poleti je pa dovolj hladno. Tako da hladilnikov takrat niti ni bilo potrebno imeti, kot jih imamo danes. Tukaj imamo pa še malo opreme, piglezne, likalnike. Likalnike, različne burkle, s kakršnimi je gospodinja dajala v peč lonce, loparje za kruh, zanimivo ponvico za praženje kave, ampak ker je bila kava takrat in draga in redka, se je običajno ječmen uporabljal za praženje, torej ječmenovo kavo, ki je pa danes spet aktualna. No, poleg same hiše pa je bil v prvi fazi tule tudi gospodarski del, torej pod oziroma skedenj in pa pod njim majhen hlev, ker niso bili ravno premožni, so imeli takrat samo konje in kravico. No, v nekdanjem gospodarskem delu pa imamo danes literarno zbirko. Torej smo zbrali različne dokumente o Josipovem življenju in delu, prve izdaje knjig, prevode. Tule recimo zelo zanimivo osmrtnico, na kateri vidimo, kako živa stvar je jezik.
potem nekaj ostalih dokumentov. Eno prvih izdaj Jurija Kozjaka, ki ga je napisal še kot srednjošolec. No, pred 160 leti, torej ko je bil Josip star komaj 17 let, je izdal pripovedko o Beli kači. Tule še nekaj dokumentov o šolanju. Na žalost študija na Dunaju zaradi pomanjkanja denarja ni dokončal, zaradi tega pa je potem se bolj angažiral v častnikarstvu, predvsem sodelovanje pri slovenskem narodu, nekaj fotografij sorodnikov, prijateljev in vzornikov. Nazadnji Janko Kersnik je pa po njegovi smrti tudi dokončal roman Rogovnjači. Na drugi strani pa nekaj naslovnic časopisov, ki jih je urejal. Začel je delati pri slovenskem narodu že v Mariboru. Kasneje, ko je prevzel uredništvo slovenskega naroda, se je pa skupaj s slovenskim narodom preselil v Ljubljano. In iz Ljubljane mu je bilo precej lažje priti domov na Muljavo, ki je vedno rad obiskoval. Iz Maribora je bilo malo daleč, iz Ljubljane si pa tudi peš v par urah bil doma. Borut, najlepša hvala, da ste nas popeljali, pobliže spoznali Jurčičevo družino, delo, njegova literarna dela seveda in seveda malce tako, da smo ga spet spoznali, kot se za Jurčiča spet tako spodobi. Želim vam vse dobro in seveda obilico dela ob Jurčičevem letu. Hvala lepa, pa prijazno vabljeni k nam na Muljavo. Tako, toliko izpred Jurčičeve domačije na Muljavi, sedaj pa gremo v oglase in se gledamo kasneje.